Spoštovane gledalke in gledalci, znova pozdravljeni v oddaji Škof mimo Prižnice. To oddajo smo napovedali pred enim mesecem in veliko veselje mi je, da lahko napovem, da bo ostala redna oddaja, mesečna, saj se bomo z murskosoboškim škofom, monsinjorjem dr. Petrom Štumpfom, pogovarjali o aktualnih zadevah v cerkvi in torej bomo lahko informacije iz murskosoboške škofije v realnem času, torej kar se da hitro, posredovali tudi vam z najbolj kompetentnega mesta. Oddaja bo praviloma na sporedu vedno drugo nedeljo v mesecu ob 8. zvečer. Vabimo vas pa še k temu, da bi svoja vprašanja naslovili na škofa preko televizije AS. Torej, z gospodom Škofom smo se dogovorili, da lahko vsi, ki vas kaj zanima v zvezi z cerkvijo, z življenjem cerkvijo, s pastoralo, s čim drugim, naslovite svoje vprašanja na televizijo AS, kjer jih bomo prebrali, in potem bomo v pogovoru z škofom 2 do 3 vprašanja poskušali tudi neposredno odgovoriti. Opozarjamo le, da bomo upoštevali zgolj tista pisma, torej ne po e-mailu, ne po elektronski pošti, ampak z navadno pošto, naslovljeno na televizijo AS, in tudi le v primeru, če bodo vprašanja podpisana z imenom in priimkom ter krajem bivališča. Samo v tem primeru bomo torej ta vprašanja tudi upoštevali, ampak kot rečeno, toplo vabljeni, da torej tudi neposredno se vključite v ta pogovor, dialog z gospodom Škofom. Za uvod bodi dovolj. Danes bo tema več kot zanimiva, več kot aktualna, to smo napovedali že pred enim mesecem. Govorili bomo o nekaterih zakramentih, pa tudi o tradiciji, ki je te zakramente spremljala že dolgo, to je o botrstvu. Zato naj v začetku toplo pozdravim gospoda Škofa, lepo pozdravljeni, monsinjor dr. Peter Štumpf. Hvala za novičen obisk. Hvala lepa za vabilo. Z veseljem. Torej, botrstvo ne moremo ločevati oziroma gledati izvzeto iz nasploh zakramentov, ki se podeljujejo v cerkvi, zlasti tu mislimo na krst, na birmo. Na nek način, recimo botr, ne ravno, je tudi pri poroki priča. Torej, dostikrat je navzočnost drugega laika ob nekem zakramentu, ob nekem obredu zaželjena, ali je tudi potrebna, ali je to zakon cerkve, ali je to zapisano v Svetem pismu, ali je to zgolj neka tradicija, ki je primerna, da se zakrament na ta način tudi v polnosti, podeli? Cerkev je občestvo verujočih in krščenih. Torej, cerkev ni ustanova posameznikov, ampak oseb, ki v veri v Kristusa živijo svoj karitas ali pa svoj agape, zato da bi v tej veri enkrat tudi dosegli polnost življenja v nebeškem Jeruzalemu. Seveda cerkev v tem pomenu je Božja ustanova, ki vabi vse člane oziroma vse Božje ljudstvo, da drug drugemu pomagamo v veri. No, in iz tega potem nastajajo tudi določene službe v cerkvi, recimo, kot ste prej omenili, botrstvo. Poročna priča ni služba, zato se za to funkcijo ne zahteva niti krst, niti vera, ampak nekdo samo, ki je pri zdravi pameti oziroma odgovornosti, da pričuje, da se je ta zakrament svetega zakona res podelil oziroma zgodil. Sprej bolj legalistično. Tako, gre za pravno dejanje. Ja. Pri botru je stvar precej drugačna, kajti botr je pomočnik v veri. Okay. In sicer nekomu, bodisi otroku, odraščajočemu ali pa že tudi odraslemu, da ta človek, ki sprejema zakrament krsta oziroma birme, z pomočjo tega botra lahko zaživi življenje v Kristusu. To pomeni, da zaživi duhovno življenje. No in seveda zato je cerkev že od vsega začetka uvajala to službo kot službo pomoči v veri.
Zelo zanimivo recimo je branje potopisa neke starodavne gospe žene Egerije iz Galije, ki je v letih 385 po Kristusu do 388 potovala po sveti deželi. Morala je biti to zelo premožna ženska, saj je imela spremstvo. In ona opiše vse, kar je videla in doživela recimo v Egiptu, na poteh izhoda Božjega ljudstva ali izvoljenega ljudstva iz egiptovskega suženjstva v obljubljeno deželo. No in opiše tudi Jeruzalem, kakšen je takrat bil, in takrat tudi svetišča v Jeruzalemu. No in zdi se, da je bil takrat, oziroma gotovo je bil, zgodovinsko je to potrjeno, v Jeruzalemu škof Ciril Jeruzalemski. Eden najbolj znanih katehetov cerkve nasploh. In on opisuje, kako so potekale njegove kateheze v postnem času pred Veliko nočjo in nekoliko tudi po njej, kar 6 tednov, za novokrščence in pa botre. To so bile celodnevne kateheze 6 tednov. Si predstavljate, da so ljudje takrat tako rekoč opustili vsakdanje življenje in se udeležiti teh katehez. In seveda cerkev ali svetišče je takrat pokalo po šivih. No in naj se vrnem nazaj, da te kateheze seveda so bile zelo poglobljene in potem že po krstu so prav tako krščenci in birmanci prihajali tako imenovanim mistagogijam. To pomeni, najprej jim je Ciril Jeruzalemski govoril o osnovah krščanske vere, potem po krstu in birmi pa o poglobljenih skrivnostih krščanske vere. Ni jim govoril vse naenkrat, ker ne bi mogli vse dojeti in razumeti. No in seveda ta proces je bil zelo resen. In zato seveda na začetku je cerkev krstila odrasle ljudi. Zakaj ne otrok? Moje naslednje vprašanje. Zato, ker enostavno odrasli ljudi so bili edini nosilec vere oziroma posredovalec vere drug drugemu. Torej, morala se najprej ustanoviti ali pa napraviti kritična masa, iz katere je potem lahko vera prehajala naprej, bodi si na pogane ali pa na lastne otroke teh staršev. Ker Kristus jasno pravi, kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličen. Vera kot pogoj in kot vrata do ostalih sakramentov, do življenja v Kristusovem telesu. Namreč, ker se srečujem tudi z družinami, ki še vedno nimajo krščenih otrok. In ko razmišljaš, zakaj ne, recimo, da je eden od staršev krščen, pa vendarle ne da, ker zakonec ali partner tega ne dovoli, sem poskušal nekako doumeti, zakaj. In zdaj me prosim popravite, po moje se bojijo, da s krstom dobi neko moč duhovnik, da postane to pravna last cerkve, torej otrok, če je krščen, da je krščen v pokoro duhovniku. Ali je to bistvo krsta, ali pa vendarle je ta strah, da zdaj, če bi krstili otroka, bo postal poslušen nekem. Zdaj pa recimo, da nek duhovnik, ki bi krstil, ni najboljši vzor. In ne želiš, da njega krsti ta duhovnik, ker se bojiš, da bo potem duhovnik avtoriteta temu otroku. Vendar ni to bistvo. No, to vprašanje razrešuje že sveti Avguštin. To vprašanje se je pojavilo že takoj. Ali lahko podeli sakrament, recimo krsta, duhovnik, ki je v smrtnem grehu. Ali tako rekoč živi v javnem pohujšanju. A je tak sakrament veljaven ali ne? In sveti Avguštin pravi, tak sakrament je povsem veljaven in njegovi učinki nič niso odvisni od tega duhovnika, ampak od sprejemljivosti, razpoložljivosti tistega, ki sakrament sprijema. Tako da dejansko tukaj duhovniki smo samo posedovalci Božje milosti, smo tako rekoč transfer ali prenosniki in sakramenti nikakor niso ne last nas, niti niso v naši domeni,
oziroma niti niso naša, rekli, izključna pravica, da ga nekomu podelimo, nekomu pa ne, zato ker mogoče ta človek nam ni všeč. Že ni všeč, pa je dovolj, da si rečeš, ok. No in tukaj nas papež Frančišek recimo zelo opozarja, da naj pazimo, da ne bi bili zgolj administrativni. In če se vrnemo zdaj primer Botra. Botr je seveda služba v cerkvi in za to službo tudi cerkev za svojimi določili, med drugim tudi z kanonskimi ali določili cerkvenega prava, jasno določa, kdo lahko neko službo v cerkvi upravlja. Za vse službe, kot vemo, ne samo v cerkvi, tudi v družbi, se je nekako treba pripraviti oziroma imeti za njih reference, sposobnosti. In seveda kanon cerkvenega prava govori v službi Botra, da pač mora biti krščen, polnoleten, torej vsaj pri 16 letih, ne sme biti v nekem kazenskem procesu, to se pravi, ne sme biti deležen cerkvene kazni, potem mora pa živeti tudi krščansko življenje iz zakramentov. No in kanon tudi pravi, da naj krščenec ali birmanec naj ima Botra, če lahko. Če lahko. To pomeni, da ne pravi, da mora... Da brez tega zakramenta ni. Tako, da ne pomeni, da mora imeti Botra, ampak zakrament je veljaven, dopustno podeljen tudi brez birmanskega ali krstnega Botra, če za to seveda ni pogojev, da bi lahko bil. No in seveda nas v škofiji nam je zmanjkalo tako rekoč Botrov po teh, rekli, kriterijih. Rekli tako, čisto preprosto, mnogi, ki bi radi bili Botri, ne hodijo ne nedeljske maši, ne praznične maši. Potem, če so poročeni, niso cerkveno poročeni civilno oziroma živijo v izvenzakonski skupnosti. Potem tudi ne hodijo k spovedi, ne molijo, ne poznajo molitev, ne poznajo rožnega venca, ne vejo niti dobro, kdo sta to Jezus in Marija. Potem, kar se tiče etičnega mišljenja in ravnanja, predvsem o življenju, so povsem proti vrednotam in učenju cerkvenega učiteljstva. Seveda mnogi ste zapadli že tudi v magijo, v deževalstvo. Torej, enostavno nam je zmanjkalo botrstva. In seveda zato pri nas je tudi ta težava, da če sem jaz bil tvojemu otroku boter, potem ti moraš biti nujno biti mojemu, čeprav seveda potem pride do skreganja ali, kot rečemo, osvajanja. No, seveda škof mora prevzeti pred tem, da se zakrament, vsak zakrament, ne samo krst in birma, vredno podeli, torej v stanju milosti. In zato seveda smo nekako se v naši škofiji odločili, da bomo zaenkrat pač to službo rekli dali v zamrznitev ali pa v neopravljanje, zato da se ta služba ne bi več zlorabljala naprej. Pa devalvirala, razvrednotila se je na nek način, ker ko smo, ne vem, v mojih časih še ne, ampak s časom se je verjetno res to opazovalo razvrednotenje kriterijev, ki so bili minimalni, da je nekdo lahko v tej službi. Seveda mnogi me sprašujejo, kaj pa zdaj tisti, ki pa so dobri? Oni pa trpijo na račun tistih, ki pa niso, in sedaj tudi oni ne morejo biti dobri. Pač nažalost je tako, dejansko ta manjšina nažalost sedaj ne more biti tisti razlog, zaradi katere bi sedaj to službo zaenkrat ne opravljali. To pomeni, se pravi, da je začasno niste zamrznili, ker bi vam bila nepomembna, ampak ravno zaradi tega, ker ji pridodajate izredno pomen, morda še bolj, kot pa je nekdo pripravljen to razumeti ali sprejeti. Gre za tako pomen. In prav v tem smislu tudi kličem sebi in duhovnikom in vsem krščanim, ker smo vsi odgovorni za to,
da zelo, zelo poživimo ponovno, kot sem prej govoril o Cirilu Jeruzalemskem, ponovno vrednost kateheze. In sicer najprej za ljudi, ki so že krščeni, da postanejo ponovno kristjani in da se vrnejo nazaj k Evharistiji in s tem seveda tudi v cerkev. In šele po tem recimo novem koraku v cerkev, ki pomeni pa spreobrnenje, zopet lahko potem govorimo o pripravi na službo Botra. Seveda ob tem se nam vsem postavlja tudi vprašanje, kaj pa zdaj otroci. Glejte, pač njihova spremljevalka je seveda cerkev. Cerkev je tista, ki deli zakramente v moči seveda na koncu svoje vere. In kaj so zakramenti? Zakramenti so vidno torej vidna znamenje nevidne milosti. In zdaj, jaz pravim takole, če so otroci sposobni sprejeti zakrament Svete Evharistije v 3. razredu osnovne šole in vemo, da je temeljni zakrament Evharistija, iz katerega izhajajo ali izvirajo ali se rodijo vsi ostali zakramenti. Za vse tako zakramente. In že prvi kristjani so rekli, brez Evharistije ne moremo živeti. No, in se Evharistija se tudi krst rodi in birma. No, in seveda Evharistija, če so otroci sposobni sprejeti Evharistijo v 3. razredu osnovne šole, da razumejo ali ločijo, kaj je to navaden kruh in kruh Svete Evharistije, Kristusovo telo, potem so tudi sposobni sprejeti zakrament birme v 5. razredu osnovne šole. Glejte, biološka starost, ki jo mi večkrat zamenjujemo z duhovno, ni v sorazmerju s to. Lahko je nekdo biološko zrel v 8. in 9. razredu osnovne šole, ni pa duhovno zrel še takrat. Lahko pa je v 5. razredu še otrok v doraščanju, je pa duhovno zrel. Mi imamo svetnike že v 7. letu, 8. letu življenja. Pomeni, da so zelo zgodaj dosegli duhovno starost. Sej Marijina prikazovanja so bile te nekatere vitkinje Jacinta, pa to so bile, ne vem, če so imele 10 let. Tako. In je Marija v polnosti sprejela njihov da ali pa ne. No in zdaj še, če se vrnemo nazaj k krstu. Kaj je krst? Krst je začetek Božjega življenja v nas. In krst je potopitev v Kristusovo smrt, da bi z njim stali v življenju. Zato je potop v vodo in dvig iz vode. Tako, krst sam pomeni potop v vodo. Sodna ali pravoslavna oziroma grko-katoliške cerkve potapljajo otroke v bazenček oziroma kotliček celega. Pri nas gre za oblivanje z vodo. In sicer v molitvi Jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Potem krst nas členi v občestvo cerkve. Potem krst nam izbriše vse grehe, bodisi izvirnega otrokom, ki se nam vleče že od prastaršev naprej, bodisi osebnega. Če so katehumeni, ne? Če so katehumeni, če so odrasli pri krstu. In seveda zdaj, če nekdo v odrasli dobi prejme krst, mu ni treba iti prek spovedi, tudi če je ubil 1000 ljudi, malo karikiram, zato ker mu krst briše vse osebne grehe. Spoved je vedno samo obnovitev krsta. Zato je tudi del neke vrste eksorcizem, je tudi del krsta, ker morajo starši oziroma tako je tudi izgon hudega duha. In od takrat naprej ima to regenerativni značaj. Nima zgolj tistega kot nekatere krščanske religije, da samo pokrije kup gnoja, kot bel sneg. Ne, gre za ontološko spremembo. No in krst seveda nam da vse, kar je potrebno za življenje v Bogu. Za življenje v Bogu, za naše poslanstvo, ki je oznanjevanje Kristusa in pa seveda za našo večnost. Kaj pa sedaj tukaj birma? Birma je zakrament, je dopolnitev krsta. Recimo, predstavljajmo si Apollo 11, ki leti proti Luni. Jaz se tega dogodka spomnim, kot otrok smo gledali to na televiziji. Najprej je bil potreben vzgonski motor za štart in raketa je poletela.
Potem na določeni načini je tista Odpade, odpadla, je bil drug drugi- motor, ki je pa dal pogon naprej. tako. No in nekako krst nam da vzgon za življenje v Bogu, ne? Birma pa da pospešek, ne? Da to življenje napreduje in gre naprej z večjo močjo, z večjim grifom. Še z ognjem, ne samo z vodo, ne, ker to Tako je z ognjem. dobro. No in zato seveda pri birmi prejemamo dodatne vzgonske moči Svetega Duha, ki jim pravimo darovi Svetega Duha. Ne? In ja, seveda zdaj cerkev je na začetku delila krst in birmo in euharistijo samo odraslim in to na veliko soboto zvečer, tako imenovani velikonočni vigiliji, ko smo že prehajali v velikonočno skrivnost. Ne? In seveda, kako je to potekalo? To je bil kar tako, bi rekel, precej dramatičen dogodek. In sicer krstili so v velikih krstilnicah, osmerokotnih bazenih, z izhodom in izhodom, stopnice tu, stopnice tam. In ko so krščenci odrasli vstopali v bazen, so odložili popolnoma svoje oblačila. Ne? In zdaj seveda so krstili ženske posebej, moške posebej zaradi tega, zaradi dostojanstva in intimnosti. In pri tem so pomagali pri krščevanju moških diakoni, pri krščevanju žensk pa ženske, ki so potem bile nekako zaradi skoraj iste funkcije kot posvečeni diakoni, imenovane diakonise. Ne? Čeprav niso bile najbrž posvečene v diakone. To ni duhovniški stav. In potem je v bazenu krstil duhovnik, oblil z vodo, novokrščenca, jaz da krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, oziroma ga 3-krat potopil. In ko je šel iz bazena krščenec ven, so ga ponovno oblekli v bela oblačila, ne več njegova, in na koncu je sedel škof na svojem, rekel, na svoji sedili ali na svoji katedri, ki je tega krščenca mazilil s krizmo. To se pravi, krst in birma sta nekako dvojni sakrament v enem. Ne? No in seveda potem 8 dni so ti novokrščenci nosili ta bela oblačila in jih potem odložili naslednjo nedeljo, ki ji pravimo bela nedelja, sedaj pa nedelja Božjega usmiljenja. Ne? No, tu mi pride na misel, ko vas tako poslušam, ne? Dejansko z krstom postaneš del mističnega telesa, kjer je Kristus glava. Ne? Torej, ti si ud cerkve, nisi samo član te inštitucije človeške, postaneš nekaj, se pravi, brat in sestra v Kristusu z vsemi drugimi, tudi že z rajnimi, ki so v večnosti. In na nek način je ta sprejem v to mistično telo pri otroku lahko, se pravi, znak ljubezni, ki ga imajo tudi starši do otroka, oziroma znak njihove vere. Namreč eden od argumentov, zakaj bi naj se krstili tudi že otroci, je namreč ravno to, kar ste govorili, da je skupnost verujočih, da se verovanje enih prenaša na milosti drugih. Torej, mislim, da je v Markovem evangeliju v 2. poglavju napisano, da so k Jezusu želeli prinesti torej bolnega oziroma pohabljenega oziroma invalida, in ker je bila taka množica, so ga spuščali nad streho. In ko je Jezus to videl, ni zahteval od bolnega, da izpove vero, ampak je rekel, zaradi vaše vere v množini ostalih, torej zaradi vere vas okrog, je ta ozdravljen. Pojdi in odnesi svojo posteljo s sabo. In da kaj mi tu pride, in tu bi vas prosil, malce se zaradi teh socialističnih, komunističnih časov ta kolektivna soodgovornost slabo sliši. Vendar mi ne moremo individualno, ni vsak sam zase cerkev, ne? Mi smo del občestva in tudi tu zdaj, če bi lahko imel torej botra, ker njegov botr ustreza tem kriterijem te službe, vendarle mora razumeti, da če jih pa večina temu ne ustreza, da je tudi sam nekako del te zgodbe. Ne moreš se jemati izolirano, to hočem reči. No, ta debata je v naši škofiji, pa tudi cerkev na Slovenskem poteka že odkar sem škof, pa najbrž še prej, ampak zdaj to bolj sem nekako poleg tega. In vedno smo govorili, da bi naj krst potekal v občestvu, to se pravi ne v anonimnosti parih ljudi, ob sobotah in podobno,
ampak če se le da pri nedeljski euharistije, Osebno mi je to zelo všeč, ja. ki je višek tedna. Ne? Seveda eni duhovniki so to sprejeli, drugi pa, večina pa ne. Ne, večina ne. Ker so tudi pod pritiskom staršev in zopet botrov. Lagodnosti, Naš lažje- pride iz Nemčije, zdaj je lažje, jutri mora iti naprej, ima v ponedeljek službo, če lahko v soboto. Torej, tisoči en razlogov. In mi se prilagodimo vam, ne pa vi nam. Ne? Ja, zaradi ljubega miru tudi ja. in tako. Ampak Ne? zaradi... In sprav zakaj občestvo? No, kot ste omenili, ja, občestvo je tisto, ki je nosilec vere. Ne? In mi kot del občestva iz te vere seveda tudi prijemamo, živimo in si pomagamo drug drugemu to vero živeti. In večkrat slišimo, kot ste prej omenili na začetku, ne, da ja, nekateri ne dajo krstiti svojih otrok, čeprav so bili krščeni, tega je v naši škofiji že veliko. Pravijo, naj se sam odloči tam pri 18 letih. Ne. Jaz pravim tudi tako, ne, v redu, zakaj pa se vi potem pri 18 letih ne odločite, da ga boste imeli radi? Ja. Ampak ga imate radi že s tem, ko ste ga spočeli in sprejeli v življenje, torej ste ga rodili, ga vzgajate, negujete, to se pravi, gre za proces ljubezni, ki traja od začetka. Zakaj potem mi oporekamo Bogu, da bi naj ljubil tega otroka že od začetka? Zato, ker mu je dal življenje preko vas. Potem se naj za vse odloči, za šolo, če bo šel pri 18. Tako, ker je pač stvarnik Bog. In jaz vedno pravim pri krstu, do sedaj je bil vaš otrok vaš. Zdaj s krstom pa tudi izpovedujete, da je ta otrok Božji otrok. To zvrani, da ste ga prijeli iz rok živega Boga. Mi to pozabljamo, da otrok ni naša pravica, pa naj si bo spočeti in rojen v zakonu ali izven zakona, bo otrok je vedno dar. In dar iz rok živega Boga. In zato s krstom to priznavamo. Ne? Birmo pa znova potrjujem. Ker recimo, ostavil sem se pri izvoru besede, ne, boter, BV se dosti krat zamenjuje, ne, bojna, vojna, ne, in to pomeni foter, fater, padre, ne, compadre. Dejansko je to sooče oziroma nekdo, ki pomaga celo v tej očetovski vlogi, očetovski službi. Ne. In zdaj, ko govorite o tem kot v službi, bi jaz... No, pravi recimo latinski svet, padrino ali madrina, za mater, botra ali botro, majhen očka, majhna mamica, meni pomožen. Ne? Ja. In ja, nekateri seveda danes ostajajo pri zgolj socialni funkciji botra. Ja, sej to je. Pomeni ne samo darilo, jaz tu darila ne dajem v prvi plan, to je pač stvar neke, rekel, pozornosti, pa nekega osebnega odnosa in pa naj se bodo takšna ali drugačna darila. Ampak bolj pomeni, da ja, zdaj, če bo recimo oče ali mama umrl temu birmancu, kdo bo zanj skrbel? In potem reče, ja, boter je tisti, ki vstopi. Naj bi, ampak naša državna zakonodaja tega ne dovoli. Oni ne dajo otroka komurkoli v rejo ali v vzgoju, ampak niti lastni babici ali detko ne, saj imamo slovenjgraški primer, ko se morate boriti za leta in leta za tiste svoje vnuke, za njihovo skrbništvo, pa socialna, noče nič slišati o tem. Ne vem, kako se je to zdaj končalo, ampak to ni tako samo po sebi umevno. Nekdaj ja, ko je dejansko ta socialna skrbnost bila nekako drugače nastavljena in tudi drugače to funkcionira. Vrednote oziroma izhodišče verjetno so nekaj že bila. Danes pa to ne gre tako. Dejansko danes je služba botra primarno služba pomoči v veri. Ja, in tu, predvsem, ko ste omenili službo, jaz bom samo obrnil, ne, recimo, da bi ljudje lažje razumeli to odgovornost nekoga, ki upravlja neko službo. Recimo, zamislite si, da najdete nekega uslužbenca ali nekega, ne vem, v nekem poklicu, ki je popolnoma nekompetenten. Recimo, pridete v trgovino, želite kupiti kruh, pa vam on niti ne ve povedati, kateri kruh je, celo reče, ne vem, tega niti vam ne priporočam, se pravi, ali pa katerikoli drugi poklic. Se pravi, mi bi verjetno vzgojili, bili nevoljni knjigo pritožb, kakorkoli. Torej, če se mi v našem vsakdanjem življenju soočimo z nekom, ki svoje službe ne zna upravljati, saj za vsako službo moraš res napisati neki življenjepis oziroma dokazati neke reference, ne? Ampak za vse službe, recimo v te, ki jih
To jemljemo kot samoumevno, ne? To nam je standard, smo pa pripravljeni vzoriti, da pa lahko nekdo, ki ne izpolnjuje, ne vem, osnovnih kompetenc, da bi upravljal službo botrstva, ne socialno funkcijo, pa službo botrstva, tu pa lahko vse. No, ta vzoritev postaja vse bolj pogosta iz leta v leto. Tudi moram povedati, da nažalost pritiski na duhovnike ze strani prosilcev te službe in seveda grožnje z mediji. Tako da zdaj večina duhovnikov več niti ne preverja, kdo je za to službo še sposoben in kompetenten in kdor ne. Ja, seveda imamo potem tudi primere, ko so v tej službi botra celo ljudje, ki niso krščeni in podobno. Prihaja do hudih zlorab. Mi je nek hrvaški duhovnik pred kratkim dejal, da recimo tudi hrvaška cerkev že razmišlja v tej smeri in ta naša odločitev nekako pozitivno zelo odmeva na Hrvaškem, v hrvaški cerkvi. Da nek župnik pri Birmi, seveda on je dobil imena, jih potrdil, da so lahko botri. Potem pa vidi seveda Severino. Botro. Kot kaj? Kot botro? Kot birmansko botro, ne. Je rekel, misli, da ga bo kap, ne. Ampak zdaj ni mogel tam odsloviti. Seveda, ona se na birmanski listek ni podpisala Severina, ampak s polnim imenom in priimkom, ki je pa drugače, ga nik ne pozna. In se tam znašla kot botra, ne. In seveda zato recimo tudi naši župniki to recimo ne kontrolirajo več tega, kdo so botri, lahko in ne. In seveda je to postalo popoln, nema smisla. Nesmisel sam v sebi. Tako, ker potem bomo, če bomo to dovoljevali... Ste meni kot škof je zelo hudo, ko moram podeljevati, ali pa ko podeljujem zakrament Svete Birme, vem pa, da tukaj stoji človek, ki ne bi smel stati, ne. To je nekako mešetarjenje z Bogom, seveda tu pa nastopa moja vest. Jaz bom tudi moral dajati odgovor pred Bogom, ali sem varoval vsaj v njenem minimumu, svetost zakramenta ali ne. In tudi katekizem katoliške cerkve pravi, da kdaj lahko prejmemo vse zakramente, ne samo krst in birmo, ampak ko smo v stanju milosti. Če nismo v stanju milosti, potem pa seveda gre za zlorabo, ne. In potem pa prihaja do kontraučinkov tega zakramenta, ki pa ni več odrešujoč, ampak je lahko vnaša. Bog ne daj za to besedo prekletstvo. Ker si dejansko milosti, ki bi jih naj dobili na ta način, ne, če nam je v spredju darilo. Ampak eno anekdoto, če smem. Ravno to sem razlagal v nekem pogovoru, ni dolgo tega, resničen primer. In sem rekel, ne, to botrstvo, ker sem zagovarjal to, kar vi trdite, sem rekel, pa potem lahko nek pijanček, ti je boter, pa kupiti moped in to je to, ne. In ta sogovornik je zanimivo, kaj mi je rekel. Je rekel, ja, to je moj primer. Tega nisem vedel. In rekel, moj stric, ne, je ravno težave imel, se je že zdravil večkrat, ne, in za darilo sem, mislim, za botrstvo sem dobil moped. Vendar kaj je bilo zanimivo, ne, da moramo vendarle upoštevati, da lahko pri nekaterih pa ima tudi pozitivni učinek, ker v tem primeru mu je menda mati temu takratnemu birmancu rekla, vzami tega mojega brata, če ravno ima težave, ker mogoče ga bo pa to streznilo. In je rekel, ni postal ravno svetnik, ampak s tem, ko je postal boter, ko je videl to čas, on je pa čutil v sebi, ne, ravno to je tisto. Je rekel, začel paziti na svoje življenje, pogosteje začel hoditi k maši, malo manj pil, ne, tako da se pravi, ima tudi lahko pri nekom pozitiven učinek k njegovemu spreobrnenju. Pedagoški moment, ja. Ja, gotovo, ne. Tako... No, jaz zato prav molim in se želim, ne, da bi seveda ta služba ponovno zaživela v naši škofiji, ne. To pomeni, da bi tako, kot ste prav omenili, vstopili prav na pot tega pedagoškega in duhovnega momenta našega izboljšanja ali pa poboljšanja. In žal včasih ne gre drugače, ne bo rekel, da je to drastičen primer, ampak to je edin primeren, da se znova samo sprašujemo, da se zavestimo, zakaj, se pravi, se niste brez razloga tega naredili oziroma niste za večno tega ravno izbranjanja. No, da omeni tega, se zdaj že loteva tega projekta, ne, kot smo se ga mi, kar precej italijanski škofiji, ne. Seveda, kdo me sprašuje, kaj pa pravi Sveti sedež na to, ne. Sveti sedež, ne, da bi vedel, zdaj še ni posegal v noben tak primer, da bi rekel, to pa ne.
zato ker seveda presojo prepušča škofu, če se odloči za takšno potezo iz upravičenih razlogov. Ne. Seveda vsi smo tukaj kot cerkev tudi povabljeni, da iščemo neke nove načine, kako to službo ponovno uvrednotiti in ji dajati Se pravi, čisto hipotetičen mesto in življenje v cerkvi. Čisto hipotetičen primer. Nekje se pripravljajo na Birmo naslednje leto ali čez 2 leti. In so pač to grenko zdravilo, ne, ki je prišlo v obliki te začasne prepovedi, si vzeli k srcu oziroma je pomagalo in so se nekako spodbudili oziroma samoorganizirali oziroma so pristopili do tega problema tudi s tem, da so sami začeli na novo vrednotiti, kdo je primerno. Se pravi, če bi vi iz neke župnije dobili signale, da je to naletelo na plodna tla, da zdaj so si pa pri izboru botrov so se globoko zamislili in da zdaj upajo tudi pred župnika samoiniciativno reči, gledajte, jaz pa ponosno prihajam do vas z tem pa tem imenom. In če bi teh bilo res dosti, ne, da bi se tako spontano ali pa organizirano, ne vem, tudi verniki odločili, da bodo odslej pazili na to, koga imenuje za botra, ali bi potem prepoved še vedno veljala? No, do zdaj prihajajo k župniku ljudje, ki tudi rečejo, jaz ne morem biti botar. Hvala, da ste to začeli. Celo z te strani. Pride do tega, ja. Zdaj, če pa bi prišlo do takšnih primerov, seveda jih je potem treba najprej raztegniti na celotno škofijo. Ne? To seveda morajo potem mi kot škof, duhovniki in verniki nekako zopet iskati načine, kako ta proces tako prebuditi in okrepiti, da ne bo osamljen, ampak da bo šel na vso škofijo. Potem je to zelo smiselno. Če pa seveda osamljen proces, ta proces zamre. In tu so zopet pri tem, ne, da če smo s krstom del občestva Božjega telesa, ne moremo razumeti svojega problema izolirano, parcelirano, osamljeno. Jaz sem to je moj primer in cerkev je dolžna. Ne, moraš pogledati, ali si dejansko tudi z drugimi v istem duhu, ne, ali si, bom rekel, na strani iskanja te ponovne svetosti in milosti ali ne. Obstaja še vedno pa recimo neka ta duhovna solidarnost, ne, v župnijah, ko pa lahko ljudje si vzamejo določenega birmanca in zanj molijo. Ne. To imajo že nekatere župnije, ko gre za tako imenovano skrivnostno botrstvo ali skrivno botrstvo ali nejavno botrstvo ali duhovno botrstvo, ko se nekdo vzame birmanca in zanj moli. Tako recimo imamo tudi v Sloveniji redovnice in redovnike, ki imajo določenega škofa, da zanj molijo. Ne? In škof ne ve, kdo je to. Vemo pa je, da to so ljudje, ki molijo. Moje predzadnje vprašanje bi bilo, zakaj lahko krsti duhovnik, birma pa lahko samo škof? Gre za teološko in juridično vprašanje. Namreč birmovali ali podelitev svetega duha je bila v izključni domeni apostolov. Že apostolska dela, že prvi spisi o tem govorijo. Recimo diakon Filip je vprašal, torej je krstil določene ljudi, potem pa so apostoli vprašali, pa ste vi prejeli svetega duha? Pa so rekli, niti ne vemo, kaj to je. No in seveda potem so jih poučili in potem položili na nje roke in jim dali svetega duha. Krščani pa so bližje. Krščani so bili, pa niso vedeli, da je to sveti duh. Gre, rekel, za šnel kurs, za hitro prepravo na krst, kar je tudi danes eno tako novo vprašanje, ki se pojavlja v svetu, da najprej krstiti, pa potem kateheza. Zakaj? Zaradi velikega vdora sekt, ki rekel, kar nasilno pridobivajo člane in dočim kristjani pa za katehezo včasih zamudimo in potem pride do krsta, ko je že prepozno. No in prav v tem pomenu smo se nekako tudi odločili, da mi še vendar katehezo opravljamo, zato ker še pri nas ni nekako takšnega vdora. In zaradi tega smo kar povabljeni vsi, da to katehezo poglobljeno tudi
zavzeto vršimo. In takrat se bodo začele stvari iti na boljše, ne, zboljševati, če bi ljudje to poglobljeno katehezo znova obudili v sebi. Ne. Vsak dan se treba spraševati o resničnosti oziroma v bistvu svoje vere. Ne. Nazadnje je danes to zlahka dostopno, knjige dosti več na internetu in mogoče marsikaj najti. Duhovniki vendarle so na razpolago, ne, za pastorale, za vprašanja. Mogoče za konec, za kateri dar Svetega Duha mislite, da bi bilo najbolj potrebno moliti? Med vsemi temi darovi, katerega najbolj primanjkuje? Kaj je tisto, kateri dar, ki pri birmi jih dobimo? Kaj je kontra naivnosti? Ja. Katera beseda bi to bila kontra naivnosti? Ali pa modrost? Jaz sem rekel strahu Božjega. Strah Božji je pa vir modrosti, oziroma modrost se začne z Božjim strahom. Ne. Ja, ker med nami je zelo dosti naivnosti. Ne. To je opazno na vsakem koraku in se igramo za svojo vero, včasih kot mačka z mišjo. In seveda potem pride pa do posledic. Ja. In te posledice so takoj posledice hudobnega duha, je vdor hudega duha. Kadar nekdo se igra svojo vero na široko, odpre stežaj, vrata na stežaj, vstopu hudega duha. Ker on je pa tudi aktiven vedno bolj, oziroma se ima vedno več orodij, tudi, če rečemo, ne vem, televizija. Peter pravi, bodite pozorni in budni, kajti hudič hodi kot rjevel lev okrog in išče, koga bi požrl. Ja. In danes je to toliko lažje. In zato naivnost, recimo tudi naivnost z temi čarovnicami, pa s temi zadevami. Ja, pa ti aplikacije na pametnih telefonih. Preko tega zlo stopa v človeka. Ja, veliko. In tu se pa zagovarja, pa gremo samo na koncert, pa bi radi slušali onega, pa tretjega hrvaškega. Ni tako enostavno. Ne, ni tako enostavno. Moram povedati tudi, da zlo zahteva svoj davek. Ja, in potem seveda pridemo, ko smo že precej zdesetkani, zresetirani do duhovnika, zdaj pa pomagaj. In seveda potem je treba narediti analizo, kaj smo se delal. Ja, pa to. Vse dok imaš še ne. Bil pri spovedi ne. Živiš izven avtonske skupnosti, ja. Prešuštuješ, ja. Imaš botra, ki te proba na pravo pot spraviti. Ja. Zdaj pa stavimo konje, ne. Zdaj pa začnemo od začetka. Ja, kaj moram narediti? Ja, začni moliti. Začni razmišljati o svojem spreobrnenju, začni iskati poti do spovedi, začni iskati poti do Evharistije. To so edina zdravila, ki ti lahko pomagajo. In danes je ogromno duhovnih bolezni, ogromno. Razmišljam, da bi imenovali za egzorcista tudi v naši škofiji. Pa ne vem, katerega župnika bi vzel, ker imel toliko dela, da bi v župnija zaradi tega trpela. Ker bi takoj prihajali vsem ljudje tudi iz Hrvaške, ker smo blizu, pa iz drugih delov Slovenije. Seveda, prvi egzorcist je škof, pa škof te ne obvlada vsega. No, in ker ste omenili, niso odgovorila prej na vprašanje o škofovi jurisdikciji in teološki moči, torej teološkem pomenu birmovanja. Torej, škof je tisti, ki potem v imenu kot apostolski naslednik lahko samo deli birmo, lahko sicer pooblasti kakega duhovnika, ker sam ne more, ampak seveda ta duhovnik mora uporabljati pri birmi tisto sveto olje ali krizmo, ki je posvetil škof. Potem pa juridično, škof je tisti, ki nekoga potrdi v cerkvi, mu da mesto v cerkvi. Juridično. In to se zgodi za sveto birmo. Ko nekdo sprejme zakrament svete birme, takrat seveda tudi dobi določeno poslanstvo, ki ga odkriva, kakšno je s pomočjo vzgojiteljev, duhovnikov in tudi škofa v cerkvi. In zato je škof tukaj, ima to prvo vlogo, birmovalca in tudi zato, ker če je juridično vprašanje, gre pa hkrati tudi za sodno vprašanje. Potem, ko je nekdo birman že, potem tudi cerkveno-pravno spade v pravni prostor, kjer začne biti odgovoren za dobra, pa tudi za nedobra dejanja. In zato mora tudi, bi rekel, odgovarjati v smislu, ali pa sprejemati odgovornost tudi v smislu pedagoških kazni. In zdaj recimo je papež celo dal dekret oziroma možnost, da pod interdikt ne pridejo več samo duhovniki, ampak tudi laiki. Namreč vedno znova se potrjuje, da če si mlačen, te bom izpljunil. To je tisto, če boš plitek, površinski, kar sem se tudi že pogovarjal z enim teologom, ki podobno diagnosticira, ugotavlja
potem, ne vem, če se pravi, to so preresne stvari, ne, da bi jih jemali zgolj kot neko posvetno šego, folkloro, zabavo, karkoli, ne, če ne najdemo vsebine, substance, ne, kakovosti, tiste globinske oziroma tiste presežne vrednosti, ki, se pravi, naša dejanja zdaj na talion, če se odločimo tako ali tako, to ima neke posledice za našo večnost, ne, in to se je izgubilo izpred oči, ne. Mogoče za konec. No, zdaj bo Martinovo, ne, kmalu, recimo prav omenjen, jaz sem zelo vesel, da prihaja do nekaterih žepni do blagoslova Martinovega vina za strani duhovnika. To gre za sakramental, gre za božji poseg, ne pa z strani neke folklore, nekih, bi rekel, oblečenih šem ali pa šaljivcev, ker se zopet odpirajo vrata za vstop zla, ker gre za zlorabo svetega. Tako da, ja, če ste mu rekli, ne, če ste me vprašali, molimo za dar modrosti proti katastrofi naivnosti. Jaz pa dodajam in strahu Božjega. Tako. Gospod Škof, najlepša hvala za tale obisk. Hvala lepa tudi vam za pogovor. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bila druga oddaja Škof mimo Prižnice. Znova se bomo oglasili v pogovoru z Škofom čez mesec dni. Lepo pozdravljeni.